Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Oddaja bo prinesla še nekaj misli preteklih prvonovembrskih praznikov. Prisluhnili pa bomo tudi 3 pismom slovenskih škofov, v katerih razmišljajo o daru življenja ter spodbujajo k udeležbi na referendumu o zakonu o pomoči pri asistiranem samomoru. Izšla je tudi nova številka revije Novi svet. Vabljeni k poslušanju po naslednjih oznanilih. Radijska oznanila. Od 9. do 16. novembra. Svetniki v tem tednu. Jutri goduje Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj, in Andrej Avelino, duhovnik ter Orest mučenec. V torek Martin iz Tura, škof, Menas puščavnik in Teodor Studion puščavnik. V sredo goduje Jozafat, škof in mučenec, Emilijan, Milan Spokornik in Kunibert škof. V četrtek Stanislav Kostka, redovnik, Didak redovnik in Brit škof. V petek Nikolaj Tavelič, mučenec, Sidonijo Pat in Lovro Isterski škof. V soboto goduje Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj, Leopold Polde knez, Malomi Črtomir menih, v nedeljo pa Marjeta Škotska, kraljica, Gertruda oziroma Jedrt redovnica ter Otmar Opat. Prihodnja nedelja bo 33. med letom. V današnjem gospodovem dnevu. Dopoldan bo v Igu pri Ljubljani ob 10. uri slovesna maša ob župnijskem prazniku in sklepu misijona. Maševal bo nadškof Stanislav Zore. Drevi bo v Murski Soboti v stolnici svetega Nikolaja svetoletni shod dekanije Lendava. Ob 18. uri bo molitvena ura pred Najsvetejšim in ob 19. sveta maša. Petek. V petek bo na Brezjah v baziliki Marije Pomagaj molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 17.30 bo rožni venec, ob 18. sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. V petek bo v Vipavi v dvorcu Lantieri ob 19.30 Akademija škofijske Caritas Koper in odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v 31. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Caritas. Sobota. V soboto bo v Ljubljani v zavodu svetega Stanislava od 8.30 naprej jubilejno srečanje cerkvenih glasbenikov. V Novem mestu pri svetem Lenartu pa bo v soboto ob 9. svetoletni shod bibličnih skupin in bogoslužnih bralcev za škofijo Novo mesto. Nedelja je, gospodov dan. Ob koncu današnjih oznanil pa še zahvala, kajti danes je zahvalna nedelja in radijski sodelavci se iskreno zahvaljujemo vsem vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, dragi podporni člani, za vašo dobroto, ki jo izkazujete Radio Ognjišče z darom za njegovo nemoteno delovanje. Vašo dobroto in naklonjenost Radiu Ognjišče naj poplača vsemogočni svojim blagoslovom in naj vam nikoli ne manjka tisto, kar podarite našemu radiju. Vsem in vsakomur posebej kličemo iskrena hvala. Pred tednom dni smo obhajali praznik vseh svetih. Tudi slovenski škofje so darovali maše na pokopališčih. Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je nagovoril pri maši na pokopališču Srebrniče v Novem mestu. Pri oltarju pa so se mu pridružili šmihelski župnik dr. Štefan Hosta, Igor Luzar in pater Peter Vrabec. Saje je dejal, da je to praznik upanja, svetlobe in poklicanosti, dan, ko se zavedamo, da svetost ni privilegij redkih, temveč poklicanost nas vseh.
Svetost je hkrati dar in tudi naša naloga. Svetost je Božji dar, ki se uresničuje v sodelovanju z Božjo milostjo. Apostol Pavel je zapisal: to je Božja volja, vaše posvečenje. Bog nas kliče, naj rastemo v svetosti, v ljubezni, resnici in miru. Papež Frančišek nas spominja: svetost ne pomeni početi izrednih stvari, temveč pustiti, da Bog deluje. Je srečanje naše slabosti z močjo njegove milosti. Vsak dan imamo priložnost za rast v svetosti, ko z ljubeznijo služimo drugim, ko odpuščamo, vztrajamo v veri, ko v tišini in v trpljenju zaupamo Bogu. Ne izgubimo priložnosti za svetost, kajti vsaka malenkost, storjena iz ljubezni, postane seme večnosti. Ko pogledamo na današnji svet, vidimo globoko ranjenost človeškega duha. Vojne, nasilje, razdeljenost, izguba smisla in vrednot. Mnogi se ne znajo več soočiti s trpljenjem in bolečino. Kultura, ki poveličuje udobje, mladost in moč, beži pred krhkostjo življenja. Svetost se gradi v majhnih korakih, v tihem odpuščanju, v potrpežljivem prenašanju drugega, v molitvi, v iskrenem sočutju, v pogumu, da govorimo resnico, da iščemo in delamo to, kar je prav in pravično. Blagre nas učijo, da svetost ni bežanje iz sveta, temveč življenje v njem, v ljubezni in v zaupanju. Praznik vseh svetih nas spominja, da na svetu nismo sami. Pripadamo velikemu občestvu svetih, tistih, ki so že dosegli cilj, in nas, ki hodimo še po poti. Nebo in zemlja sta povezana. Svetniki nas spremljajo, molijo za nas in nam kažejo pot. Ko jih občudujemo, ne občudujemo popolnosti, ampak Božjo moč in Božjo milost v človeški krhkosti. Po sveti maši je sledila procesija na pokopališče, kjer je škof Saje molil za vse pokojne ter obhodil in blagoslovil grobove. Posebej se je zaustavil v molitvi pri grobu nedavno ubitega Novomeščana Aleša Šutarja. Srečal se je tudi z njegovo družino. Na ljubljanskih Žalah pa je v župnijski cerkvi vseh svetih praznično mašo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, pri kateri je med drugim spregovoril o svetosti. In praznik vseh svetih nas spominja, vsakdo je lahko svet, če pusti prostor Božji ljubezni. Danes, tukaj, v vsakdanjem življenju. Dejstvo je, da večina izmed nas svetosti ne doživlja kot delež svojega življenja. Tudi kot delež svojega krščanskega življenja pravzaprav ne. O ja, seveda so svetniki del krščanskega življenja, ampak to ni del mojega življenja, svetost ni del mojega življenja. Žal smo svetost ločili od življenja. Povzdignili smo jo na oltarje, jo oblekli v zlato, jo obdali z legendami. In kako naj se mi, navadni ljudje, vsakdanji kristjani, čutimo povabljeni v to veliko zgodbo življenja z Bogom. To veliko zgodbo Božjega otroštva, kot smo slišali Pavla, in veliko zgodbo zaznamovanosti na čelih, kot smo slišali v prvem berilu. Drugi vatikanski koncil pravi, da so vsi kristjani, naj bodo katerega koli stanu ali položaja, poklicani k polnosti krščanskega življenja in k popolni ljubezni. S to svetostjo pa tudi v zemeljski družbi prispevajo k temu, da življenje postaja bolj človeško. Vsi kristjani torej, ne samo nekateri, vsi, ki jih je oblila krstna voda, ki jih je krščansko občestvo sprejelo v svoje okrilje. Koncil ne govori o popolnem življenju, pač pa o poklicanosti k polnosti življenja. Ta polnost ni nekaj, kar bi mi mogli pridobiti s svojimi močmi, svojo neoporečnostjo. To je Božji dar. In dar lahko samo sprejmeš. Si ga vesel, se zanj zahvaljuješ in ga ceniš. Zelo, zelo ceniš. Dan vseh svetih ni praznik nad ljudi, ampak je praznik za običajne ljudi, za može in žene, za materi in očete,
za vse, ki se trudijo v svojem vsakdanjem delu in obenem ohranjajo srca odprta za Boga. Za ljudi, ki morda nikoli niso in nikoli ne bodo storili nobenega čudeža, o kakršnih slišimo, beremo, morda o njih sanjamo. Ne, vendar so to ljudje, ki so sočutni, potrpežljivi, ki se razdajajo, ljudje, ki ljubijo. In tukaj vstopamo v skrivnost blagarov. Celjski škof Maksimilijan Matjaž pa je dan pred praznikom vseh svetih skupaj z generalnim vikarjem Rokom Metličarjem obiskal tragične kraje v celjski škofiji, ki jih je zaznamovalo trpljenje žrtev povojnih pobojev. Obiskal in molil je na grobiščih v Dobovi, pri Starem Hrastniku, pri Mariji Reki nad Preboldom, pri znamenju na Golovcu v Celju, na Teharjah, v Košnici pri Celju in v Hudi jami. Med molitvenim bogoslužjem je škof zbrane kratko nagovoril. Dragi bratje in sestre, danes tukaj molimo na enem od tistih preko 700 morišč po naši domovini, kjer je morila bratova Roka. Boga prosimo za večni mir, za spravo in za očiščenje. Ti kraji tudi danes kričijo: et nemo percipit corde, in nihče si ne vzame k srcu. Ko je papež Benedikt XVI. Maja leta 2006 obiskal enega od takšnih krajev groze, je izrekel besede, ki veljajo tudi nam danes, tudi v tem trenutku. Spomin na te krike pretresa naša srca. Noče pa v nas izzvati sovraštva, temveč sporoča, kako grozno in nečloveško je delo sovraštva. Ta spomin želi voditi naš razum, da bi prepoznali zlo kot zlo in ga zavrnili. Želi navdihniti pogum, da bi delali dobro, da bi se uprli zlu. Želi nas pripeljati do tistih občutkov, izraženih v besedah, ki jih je veliki Sofoklej položil na ustnice Antigone, ob grozi, ki jo je zajela, ko pravi: tukaj nisem, da bi skupaj sovražili, ampak da bi skupaj ljubili. Molimo zato danes tudi na tem kraju za žrtve, storilce in preživele, da bi našli svoj mir in se srečali z Božjim Sinom, ki je se stopil tudi v ta predpekel, kjer se je Bog sam dotaknil najglobjih temin človeških groze, greha in smrti. Kristus je že vstopil v to hišo, kamor so bili pahnjeni naši bratje in sestre, možje in žene in številni otroci, ki so bili strgani iz naročja ljubečih staršev. Naši bratje in sestre so bili pobiti iz sovraštva do Boga in do človeku svetega. Pobiti iz sovraštva porojenega iz prevržene ideologije. Mnogi so v skrajni stiski, ki so jo prestajali, ko so padali v smrt, ko so izgubili vse človeško, vsako človeško uporo ali tolažbo, umirali z vero v Boga in v ljubezni do svojih najdražjih. Zato smo lahko prepričani, da je njihova kri tudi danes zlita s krvjo nedolžnega jagnjeta in je njihova kalvarija postala tudi oltar posvečenja. Odprimo se zato temu duhovnemu bogatstvu, ki so ga pridobili naši mučenci svojo žrtvijo, v veri, da je njihova žrtev zaklad milosti, ki lahko, če jo sprejmemo, prenovi in obogati naš narod, našo cerkev, našo domovino z novim upanjem in novo močjo. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Čez točno 2 tedna bomo slovenski državljani in državljanke odšli na referendum, na katerem se bomo odločali o zakonu o asistiranem samomoru. Ker gre za zelo etično vprašanje, se na to temo oglašajo tudi nekateri slovenski škofje. V naslednjih minutah bomo prisluhnili 3 odprtim pismom. Pastirsko pismo ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta bo prebral Marcel Krek. Dragi bratje in sestre v Kristusu, na današnji praznik vernih duš dan, ko z ljubeznijo in upanjem molimo za naše pokojne, vam želim posredovati spodbudo o referendumu, ki bo v nedeljo 23. novembra 2025. Ne bojte se, naše govorjenje o tem referendumu ni politično vprašanje, temveč se globoko dotika naše vere in vesti. Kristijani namreč verujemo, da je življenje Božji dar. Sveto pismo nas uči: ne ubijaj. Vsako človeško življenje je dragoceno od spočetja do naravne smrti. Zakon, ki bi uvedel siljenje bolnih in starejših v smrt, ogroža temeljno vrednoto naše civilizacije, nedotakljivost človeškega življenja. Izkušnje iz drugih držav kažejo, kako hitro se meje razširjajo in kako ranljivi, osamljeni, starejši, revni in invalidni postanejo žrtve pritiskov teh zlorab. Vse lepo prosim, da v tem prelomnem času molite in se postite za pravo spoznanje o nevarnostih, ki nam grozijo s sprejetjem tega zakona. Vabim vas, da pri vsaki sveti maši po svetem obhajilu vse do nedelje 23. novembra 2025 molite posebno molitev v ta namen, ki je bila razposlana na vse župnije. Prosim vas, da se čez 3 tedne 23. novembra 2025 udeležite referenduma in glasujete proti zakonu, proti uvajanju kulture smrti v Sloveniji. To je naša krščanska dolžnost in človeška odgovornost do najšibkejših in do prihodnjih rodov. Jezus pravi: kar ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Molimo, da Gospodar življenja in smrti razsvetli naša srca in misli. Z molitvijo za vse vas, Monsignor Stanislav Zore, ljubljanski nadškof, metropolit. K udeležbi na referendumu je v odprtem pismu povabil tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž. Meni, da se je s sprejemom zakona o asistiranem samomoru v parlamentu zgodilo nekaj, ob čemer kristjani ne moremo ostati ravnodušni. Celotno pismo bo prebral Jernej Dragar. V nedeljo 23. novembra na praznik Kristusa kralja vesoljstva bomo državljani Republike Slovenije na referendumu odločali glede zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Odgovarjali bomo na referendumsko vprašanje: ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 24. julija 2025. Z odločnim proti imamo možnost, da preprečimo zakon, ki bi v stisko spravil številne bolne in ostarele, obenem pa se odločimo, da bomo družba, ki ljudem pomaga živeti. K udeležbi na referendumu vabi tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž. Dragi bratje in sestre, milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Kot vaš škof se obračam na vas s tem kratkim pismom, saj se je pretekli teden v parlamentu zgodilo nekaj, ob čemer kristjani ne moremo ostati ravnodušni. Nekateri poslanci so namreč sprejeli predlog, po katerem bo v naši domovini bolnikom omogočena možnost dostopa do prostovoljnega končanja življenja, to je do asistiranega samomora. Razumljivo je sicer, da se človek boji trpljenja, starosti, onemoglosti in smrti. Ob tem nas svet prepričuje, da življenje v nemoči nima vrednosti, da trpljenje človeku jemlje dostojanstvo. Tudi življenje ostaja vedno dar, ki človeka presega. Želim vas spodbuditi z besedami preroka Izaija. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil. Poklical sem te po imenu, moj si. Te besede Boga življenja veljajo resnično vsakemu človeku, naj si bo mlad ali star, bolan ali zdrav, pogumen ali boječ. Življenje se ne ceni po učinkovitosti, ampak ima vrednost samo v sebi. Najlepše nam je to pokazal naš Gospod Jezus. Videl je stisko ljudi,
ozdravljal je bolne, se jih dotikal, se z njimi pogovarjal, jih tolažil. Pokazal jim je, da tudi v bolezni niso sami, ampak je on z njimi. Še več, on je prevzel naše slabosti in si naložil naše bolezni, kot pravi prerok Izaija. Ob tem, ko so Slovenci in Slovenke na referendumu pred nekaj meseci sicer s tesno večino dali pristanek k uvajanju asistiranega samomora, ter so nekateri poslanci takšen zakon tudi potrdili, želimo škofje vse verne spodbuditi, da okrepimo svojo vero in zaupanje v Boga in se takemu zakonu upremo. Kristjani vemo, da smo Gospodovi in On skrbi za nas. Prepričani smo, da Slovenci in Slovenke ne potrebujemo pomoči pri samomoru, temveč pomoč, da bi zmogli vedno prepoznati dostojanstvo življenja. Podprimo referendum, ki zavrača ta predlog o pomoči pri samomoru. Pustimo Bogu, ki daje življenje, da ostaja varuh življenja. Vladajoči lahko pri tem samo pomagajo z zagotavljanjem ustrezne oskrbe, vsak izmed nas pa lahko z ljubečo pozornostjo do bolnih in ostarelih naredi največ za lajšanje njihovega strahu in bolečine. Duhovniki, poskrbite, da se bo lahko Gospod Jezus po zakramentih živo dotaknil vsakega, ki trpi in je v stiski. Nikar se ne boj, saj sem jaz s teboj, vzklika Gospod Bog po preroku Izaiju vsakemu izmed nas. Molimo torej skupaj. Gospod, ti si z nami. Naša življenja so v tvojih rokah. Zaupam v tvojo pomoč in bližino. Vem, da mi ne boš naložil trpljenja, ki bi ga ne mogel nositi. Daj mi milosti, da se bom veselil življenja ter ga z ljubeznijo olajšal tistim, ki trpijo. Ne bojmo se torej trpljenja in smrti. S Kristusovim vstajenjem sta trpljenje in smrt premagana. Mariborski nadškof in predsednik Slovenske Karitas Alojzij Cvikl pa je pred referendumom nagovoril tudi sodelavke in sodelavce Slovenske Karitas, vabi jih k organizaciji praktične pomoči. Pismo bo prebral Jon Kanjer. Drage prostovoljke in prostovoljci Slovenske Karitas, pišem vam v imenu naše skupnosti več kot 10 000 prostovoljcev, ki vsak dan z ljubeznijo in predanostjo služite najranljivejšim med nami, ubogim, bolnim, osamljenim, starejšim in trpečim. V imenu škofov in tudi kot predsednik Slovenske Karitas vas prosim, da se kot kristjani in kot člani družine Karitas dejavno vključite pri pomembni odločitvi, ki bo zaznamovala našo osebno in družbeno prihodnost. Referendum, ki bo 23. novembra 2025, ni politično vprašanje, je vprašanje temeljnih vrednot in spoštovanja človeškega življenja. Izbirali bomo med bodočo družbo sočutja, solidarnosti, pomoči, razvijanja paliativne oskrbe ter na drugi strani družbo, ki v stiskah ponuja prekinitev življenja. Vi veste, kako močan je pomen človeške bližine, topline in dejavne ljubezni v najtežjih stiskah. Vi veste, kaj zmore vera, upanje in ljubezen. Slovenska Karitas je poklicana in čuti dolžnost, da zavaruje najbolj ranljive med nami, ki bi jih zakon silil v občutek, da so nekoristni, da so breme in da za njih ni dobrih možnosti. Medicina ima danes ustrezna zdravila za fizične bolečine. Pri bolečini srca in duše je naše poslanstvo, da se nihče ne počuti prepuščen sam sebi in izključen. Tudi popolnoma nemočni pa lahko pomagajo vsem nam z molitvijo, zgledom poguma in vsakdanjega veselja. Vabimo vas k naslednjim aktivnostim. Osebno obvestite in obveščajte vse, s katerimi delate, sodelavce, bolnike, starejše, njihove svojce, o pomembnosti udeležbe na referendumu 23. novembra 2025. Obiščite ali pokličite domove upokojencev v vaših krajih in preverite, če bodo organizirali volitve v domu in o tem obvestili svoje varovance. Organizirajte praktično pomoč. Ponudite prevoz ljudem, ki težko pridejo na volišča, pa si to želijo, bodisi iz lastnih domov ali iz domov za starejše občane. Pri tem spoštujte njihovo zasebnost in jih ne spodbujajte ali sprašujte, kako bodo ali so volili.
V tem prelomnem času pred referendumom molite in se postite za pravo spoznanje o nevarnostih, ki nam grozijo s sprejetjem tega zakona. Ves čas pa si prizadevajmo za razvoj aktivnosti pomoči v naši Karitas, za podporo svojcem pri pomoči najbolj ranljivim ter za osveščene o paliativni oskrbi in dobrih odločitvah v zadnjem obdobju življenja. Jezus pravi: Kar ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Naj vas pri vašem trudu spremlja Božji blagoslov in moč Svetega Duha. V bratski povezanosti in hvaležnosti nadškof Alojzij Cvikl, predsednik slovenske Karitas. Svoja stališča je pred referendumom na tiskovni konferenci predstavila tudi Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Več Marjana Debevec. Življenje je božji dar, ki ga je treba varovati od spočetja do naravne smrti, so prepričani v Komisiji Pravičnost in mir. Zakon, ki dovoljuje pomoč pri samomoru, ruši to načelo in spodkopava kulturo življenja, na kateri temelji naša civilizacija. Je v imenu komisije pojasnila Urška Leskovšek. Resnično sočutje s trpečim pomeni stati mu ob strani in tako ponuditi priložnost za ljubezen. Zdravnika pa zakon postavlja v vlogo izvajalca usmrtitve, kar je v nasprotju z njegovim poklicem. Primeri iz tujine kažejo, da se meje takšnega zakona postopno širijo na invalidne, duševno bolne ali preprosto naveličane življenja. Tak zakon povečuje tveganje za zlorabe in pritisk na najranljivejše, ki se lahko počutijo breme. Ko smrt postane možnost, lahko postane tudi dolžnost. To ni svoboda, ampak izguba upanja. O svojih izkušnjah je na tiskovni konferenci spregovoril Jani Kramar iz Slovenskega društva Hospic. Pogovor z njim najdete v ponedeljkovem Mozaiku dneva. Višja medicinska sestra Helena Zevnik-Rozman pa je spomnila, da je žalovanje po vsakem samomoru, tudi če je izveden z medicinsko pomočjo, zelo dolgotrajno. Traja lahko tudi več desetletij. In vem, da leta se sprašuješ, kaj nisi naredil, to je moja osebna izkušnja. Dveh oseb, ki sta mi bili zelo blizu, težko je bilo najdeti, kje je meja med depresijo in med odločitvijo, ampak še po 30 letih se vprašaš, kaj nisem naredil. Ne? Zevnik-Rozman je opozorila tudi na razmere v slovenskem zdravstvu, ko skoraj 150 000 ljudi nima svojega osebnega zdravnika, daljšajo se tudi čakalne vrste. To ponuja v taki situaciji trenutnega krhkega sistema v zdravstvu je zelo žalostno, mogoče tudi ironično. Kot medicinska sestra je opozorila na pasti o zakonu o asistiranem samomoru, ki je naveden kot zdravstvena storitev, kar po definiciji ne more biti. Zdravniki in medicinske sestre bi morali ob umirajočem ostati do njegove smrti, kar lahko traja tudi več ur. Poudarila pa je tudi, da se zdravstveno osebje za svoj poklic odloča v želji pomagati ljudem, ne pa jim vzeti življenja. Problematičen je tudi kraj smrti, ki bo lahko hospic, dom za ostarele, zasebno stanovanje in tudi, da po sedanjem zakonu kot vzrok smrti ne bo smel biti naveden asistirani samomor. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. V novembrski številki mesečnika Novi svet boste našli odmev s pohodov za življenje, spodbudo za odločen proti na referendumu. Sprejmi to smrt kot božji poljub, pričevanje Danice Surina o tem, kako je sprejela odhod ljubljenega moža z tega sveta. Ustvarjati takšno družbo, ki zrcali božji načrt. Pogovor s fokularinom Dimitrijem Bregantom, Slovencem iz Londona. Pustili so svetlo sled, spomin na življenjsko pričevanje 10 vernih rajnih, ki jih je v minulem letu Gospod poklical k sebi. Odzivi udeležencev letošnje Stične mladih, nov zagon za življenje v veri. 3 vprašanja Emanuelu Meserku, sodelavcu katoliške mladine. Poziv k miru iz Gorice, o mednarodni molitvi za mir, ki se je udeležilo veliko mladih z obeh strani meje. Beseda življenja pod naslovom Sprava za vsako ceno tudi tokrat vabi k poslušanju. Novi svet.
Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. Začenja pa se s citatom iz Svetega pisma, Matejev evangelij, 5. poglavje, 9. vrstica. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Nedavno je observatorij, ki so ga ustanovile 3 italijanske univerze, poročal, da je bilo v enem letu na spletu več kot 1 milijon sovražnih sporočil. Vedno bolj nasilna so sporočila proti tujcem in Judom, predvsem pa proti ženskam. Seveda ne moremo posploševati, vendar je vsak od nas v družini, na delovnem mestu, v športu in tako dalje že doživel odnose polne prepirljivosti, žalitev in sovražnosti, ki delijo in ogrožajo družbeno sobivanje. Na svetovni ravni pa trenutno divja 56 oboroženih konfliktov, kar je največ od 2. svetovne vojne. In zelo visoko je število žrtev med civilnim prebivalstvom. Prav v tem kontekstu so Jesusove besede bolj kot kdaj prej izzivalne, resnične in močne. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Vsak narod, vsak človek čuti globoko hrepenenje po miru, slogi in edinosti. In vendar smo kljub vsem prizadevanjem in dobri volji po tisočletjih zgodovine nesposobni vzpostaviti trden in trajen mir. Jezus je prišel, da bi nam prinesel mir. Mir, nam pravi, ki ni takšen, kakor ga daje svet, ker ni le odsotnost vojn, prepirov, razdeljenosti in travm. Njegov mir je tudi to, a še veliko več. Je polnost življenja in veselja. Je odrešenje človeka v celoti. Je svoboda. Je pravičnost in bratstvo v ljubezni med vsemi narodi. Beseda življenja tega meseca je 7. od blagrov, s katerimi se začne govor na gori. Matej 5-7. Jezus, ki jih vse uteleša, se obrača na svoje učence, da jih pouči. Omeniti je treba, da je 8 blagrov izrečenih v množinski obliki. Iz tega lahko sklepamo, da poudarek ni na individualnem odnosu ali osebnih vrlinah, ampak na kolektivni etiki, ki se uresničuje v skupini. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Kdo so tisti, ki delajo za mir? Ta blagor je najbolj aktiven, izrecno operativen. Izraz je podoben tistemu, ki je uporabljen v prvi vrstici Svetega pisma za stvarjenje in označuje pobudo in delavnost. Ljubezen je po svoji naravi ustvarjalna in išče spravo za vsako ceno. Sinovi Božji so tisti, ki so se naučili umetnosti miru in jo izvajajo. Vedo, da ni sprave brez darovanja lastnega življenja in da je treba mir iskati vedno in v vsakem primeru. To ni samostojno delo, sad lastnih sposobnosti, ampak je razodetje milosti, ki smo jo prejeli od Kristusa, ki je naš mir in nas je naredil za Božje otroke. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Kako naj torej živimo te besede? Predvsem tako, da povsod širimo resnično ljubezen. Na to tako, da ukrepamo, ko je mir okoli nas ogrožen. Včasih je dovolj, da z ljubeznijo do konca prisluhnemo stranem v sporu in že lahko vidimo izhod. Poleg tega se ne bomo vdali, dokler, pogosto zaradi malenkosti, ne bodo obnovljeni odnosi, ki so bili prekinjeni. Morda bi lahko v okviru kakšne organizacije, združenja ali župnije, ki ji pripadamo, ustvarili posebne pobude, namenjene razvoju večje zavesti o nujnosti miru. Na svetu obstaja nešteto velikih in majhnih predlogov, ki delujejo v tej smeri. Pohodi, koncerti in srečanja. Tudi prostovoljci lahko spodbujajo val radodarnosti, ki gradi mir. Poznamo tudi programe za vzgojo za mir, kot je Living Peace. Do danes se je projektu pridružilo več kot 2600 šol in skupin. Več kot 2 milijona otrok, mladih in odraslih na 5 celinah je vključenih v te pobude. Med njimi je tudi uvedba kocke miru, ki črpa navdih iz umetnosti ljubezni Kjare Lubik,
na kateri so napisani stavki, ki pomagajo graditi mirne odnose, in pobuda Time Out, ki poteka po vsem svetu. Vsak dan ob 12. uri se ustavimo za trenutek tišine, razmisleka ali molitve za mir. Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Spoštovani, to je bilo vse v današnji oddaji. Lepo in blagoslovljeno nedeljo vam želim Rok Mihevc. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.